Poslanska skupina, kot veste, je zelo aktivna in vsak mesec redno obiskujemo posamezne predele Slovenije. Mi pravimo, da gremo na regijske obiske. Ta regijski obisk pade v nek prav poseben čas, ko se pravzaprav že krepko vodi kampanja za evropske volitve. Prišli smo v čas, ko se začenja kampanja za referendum, napovedujejo se izredne volitve oziroma predčasne državnozborske volitve. Po teh informacijah in pogovorih naj bi bile 13. oziroma 20. julija in seveda zagotovo bodo jesen tudi lokalne volitve. Če bi imeli razsodno oblast, racionalno oblast, potem bi lahko imeli evropske volitve kot posamičen projekt in seveda vsa tri ostala ljudska odločanja na skupen datum. Že iz tega se vidi, da v tej državi neke posebne razsodnosti ni, ker mi bomo zdajle prihajali od 25. aprila naprej pa do najbrž septembra, ko bodo razpisane lokalne volitve, iz kampanje v kampanjo. In očitno je, da je problem za tiste, ki upravljajo s to koalicijo v tej državi, pravzaprav zelo težak. Niso si mogli dovoliti, da bi imeli odločanja koncentrirana, ampak so vse to razbili na posamične projekte, na obvladljive projekte, da bodo lahko v vsaki kampanji uspešno, da ne rečem, omejevali tiste, ki jim niso po godu, in posamič favorizirali tiste, ki jim bodo mediji in ta politična ozadja, ki so se dokončno razkrila s priznanjem Jankovića na kongresu na Brdu, pravzaprav dali nek rezultat in nek cilj, da bi dosegli tak, da ne bi bil poraz za njih prehud. S tem so na nek način prisilili ljudi, državljane, vse nas, da se pravzaprav bolj ukvarjamo z datumi, da se bolj ukvarjamo s posamičnimi imeni, s posamičnimi projekti, ki se postavljajo na noge ali pa ki jih postavljajo na noge, in da bo relativno malo časa za pogovore o vsebinah, o projektih, o ciljah, o poteh, ki naj bi jih pravzaprav v tem delu dosegli. Ključen del tega aranžmaja so se ta ozadja, ki upravljajo s to koalicijo, zamislila tudi v času, ko se je potrdila na višjem sodišču tudi sodba proti predsedniku naše stranke, Janezu Janši, in pač se to daje slutiti, da so v težavah. Tudi tisti, ki obvladujejo medijski prostor, se zavedajo, da so razmere v državi težke, da bodo razmere v državi drugo leto najbrž še teže, če se bo nadaljevalo s politiko, kakršna je. In prav zato je padla tudi odločitev, da se bo pač storilo, kar se je storilo. V svetu ni primera, da bi tako uspešna koalicija, kot je bila ta, če boste poslušali medije, razpadla na tak način, kot je razpadla. To se pravi, da gre predsednica vlade z nekaj poslanci, se izloči iz največje poslanske skupine, ustanovi neko skupino nepovezanih poslancev in kljub naprejšnji bianko podpori koalicijskih partnerjev in njenih bivših partnerjev objavi odstop. Da stvar ni bila preštudirana, da je že tista prva napoved datuma, njena napoved datuma za predčasne volitve, govorila je o mesecu juniju, da se pravzaprav sploh ni šla. Kdorkoli
je komentiral to napoved, da je rekel nemogoče. In dejansko to, kar je dejala Alenka Bratušek, je bilo nemogoče. In že samo z tega se vidi, kakšna je pravzaprav bila ta vlada, ki je obljubljala mnoge stvari, ki so se takoj pokazali za nemogoče in za nerealne. Zdaj, kar zadeva naš odnos do teh volitev, moram reči, da mi zagovarjamo, predvsem kar zadeva državno-zborske volitve, ostali bodo povedali ostali kolegi, da bi bilo potrebno spoštovati vse ustavne in zakonske roke, ki jih nalaga ustava in zakon in poslovnik državnega zbora vsem, ki imajo kakršnekoli obveznosti v postopku volitev. Tako predsedniku republike in tudi poslanskim skupinam, posameznim poslancem in tako naprej. Zdaj to, da si po teh predčasnih volitvah predsednik države vzame še čas, da bo predčasno končal postopke, samo zato, da bi se neka stvar zaključila, kaže na to, da so v zadregi in hoče vse te postopke pospraviti čim prej in končati čim prej, preden se eventualno morda razpletejo tudi kakšne zadeve povezane s sodbo proti našemu predsedniku na vrhovnem ali ustavnem sodišču. Zdaj, naša poslanska skupina je v zakonodajni postopek vložila tudi 3 spremembe ustave, in sicer en se nanaša na ta postopek samorazpustitve državnega zbora. Mi menimo, da je ta del izjemno pomemben, kajti če ta začetek tega postopka ni primerno definiran, potem smo v situaciji, kot smo sedaj, ko si vsak po svoje razlaga svoje pravice, obveznosti in način izpeljave tega postopka. Mislimo, da bi bilo z javnim odločanjem poslancev, mi predlagamo, da to večina vseh, 46, da bi prišli do tega, da se državni zbor samo razpusti. Zdaj, če je potrebna kakšna drugačna večina, smo pripravili na pogovor, lahko imamo tudi eno izmed dvotretjinskih večin, lahko tudi ustavno na koncu. Zdaj, druga stvar, ki je pomembna, je sprememba volilnega sistema. Mi smo nekaj dni nazaj imeli v državnem zboru javno predstavitev mnenj glede volilnih sistemov in ni ga bilo razpravljalcev v državnem zboru, ki ne bi dejal, da je obstoječi volilni sistem slab. Ni ga bilo, pa je bilo zelo veliko ljudi, nekaj, da je volilni sistem dober. Hvala za opozorilo. Čisto vsak izmed teh ljudi je povedal, da je pravzaprav ta volilni sistem nevzdržen. Vendar očitno bodo velike težave, da bi karkoli v tem času spremenili. Tretja stvar, ki jo predlagamo in je tudi evidentno slaba, je postopek imenovanja mandatarja in vlade. Postavitev imamo enega najdaljših in najbolj kompliciranih postopkov. Mi smo mnenja, da je treba ta postopek bistveno poenostaviti. Dovolj je, in če imamo mandatarski sistem, potem je treba temu prilagoditi tudi postopek imenovanja vlade. Če predsednik vlade predstavi program vlade, niso potrebni hearingi ministrov, ker ti ne morejo imeti separatnega programa vlade, ampak imajo skupnega tudi program vlade ali pa posameznih ministrov. Ministrov ne more biti drugačen od koalicijske pogodbe. In skratka, v tem delu želimo te stvari poenostaviti. Mnenja smo, da dokler ne pride do formalnega razpusta, bi bilo potrebno te 3 spremembe v ustavo zapisati. Kajti, če tega ne bomo storili, predvsem če se ne bo naredilo nič na volilnem sistemu, se zna zgoditi, da bomo dobili po volitvah zelo podoben ali pa celo manj ugoden rezultat na državno-zborskih volitvah, kot je bil pri teh volitvah, in najbrž bodo predčasnim volitvam zelo malo sledile nove predčasne volitve. Morda ne bo možno niti vzpostaviti nove koalicije.
lahko se bo to ponovilo enkrat, dvakrat, če bo tam. In jaz mislim, da bi morali v državnem zboru ta čas, ki je še na razpolago, izkoristiti za to, da kar zadeva volilni sistem, popravimo in ga bistveno izboljšamo. Vendar očitno je, da je v tej državi, ki špekulirajo preveč, tudi tisti, ki novi prihajajo, se ne zavzeme za to, da bi imeli neko, da bi prišli v državni zbor neko večino. Ampak najbrž odgovarja veliki večini, da bodo s 4. in 5. mestom v okraju dobili na nek način zlato olimpijsko medaljo, da bodo dobili mandat poslanca. In imamo primere, ko so tisti, ki so prvi, ki zmagajo v istem okraju, pač ne dobijo mandata poslanca. In teh anomalij je še več. Da eni pravijo, da je treba zadovoljiti vse strukture, vse politični spektr. Vendar ob tem pozabljajo, da politični spektr zadovolji nekdo, ki dobi 4-5% volilnega rezultata. Izpadajo pa tisti, tretjino krajev je takih, ki predstavljajo tretjino slovenskega prostora, volilnega telesa, pa nimajo svojega poslanca. Tako da so te, bom rekel, predstave, te špekulacije pravzaprav nekoliko za lase privlečene, služijo pa samo namenu, da se naredi koalicija z eno ali dvemi vodljivimi, šibkimi, parcialnimi strankami in s tem se obvladuje največjo stranko. Na koncu je potem čisto vseeno, kdo zmaga volitve, ker je vedno v tej formaciji 46 poslancev plus, vsaj ena ali dve stranki taki, ki daje ta ton delu vlade, delu koalicije, diktirata tempo, vsebino in tako naprej in tako naprej. Zdaj, Miro je dejal, da abstinenca ni zdrava, kar zadeva volitve. Morda kje druge je priporočljivo, ampak kar zadeva volitve ni zdrava, kar zadeva referendume ni dobra. In zato predlagam tudi sam, da se teh javnih odločanj, ki imajo srednjeročne posledice, vsaj srednjeročne posledice, udeležite in date svoj glas pač tistim, ki najbolje zastopajo vaše interese. V tem primeru je zagotovo so to kandidati Slovenske demokratske stranke. Toliko mogoče zagotovo. Sedaj pa predlagam, da damo besedo najprej dr. Milanu Zveru, kandidatu za evropske poslance, nosilcu. Hvala lepa, Jože. Še posebej hvala, ker si nas, kandidatov, povabil zraven na nocojšnji večer. Tudi sicer smo združili aktivnosti poslanske skupine na Gorenjskem in pa nekaterih nas, ki smo na listi. Danes smo obiskali recimo tudi Planico, povedali, kako potekajo dela gradbena. Kot veste, že zadeva kar precej projekt zamuja, ampak vendarle sem bil kar malo ponosen na to, da smo v času Janševe vlade od 2004 do 2008 uspeli postaviti ta projekt, zagotoviti mu tudi evropska sredstva. Pa ni samo ta projekt, takrat smo pripravili en vsenacionalni program velikih megaprojektov. Mednje smo takrat vključili tudi Slovenski otok, če se spomnite, in še druge velike projekte in želeli privabiti v tuj kapital, pa seveda tudi evropska sredstva za gradnjo le-teh. No, ni nam uspelo pridobiti le za Planico, takrat smo, če se spomnite, tudi Ljudski vrt obnovili, pa tekaški štadion na Rogli, smučarski, pa Pokljuko biatlonski štadion smo obnovili za velike denarje, Veslaški center Bled, Solkan in še vrsto manjših projektov. No, Planica pa je bila tista pika na i ali pa smetana. In škoda, da se je kasneje slabo pristopilo k izgradnji, k izvedbi tega. Že zdavnaj bi moral biti novi center Planica zaključen.
ampak vendarle mislim, da se danes nam obljubili, da do drugega leta pa res bo, tako da bo tekma že spomladi drugo leto na Velikanki, no bomo videli, morda pa jim res uspe. Zdaj, tema nocojšnjega večera se mi zdi, da ali pa vse naslov je ključen, bistven. Odgovoriti na vprašanje, zakaj Slovenija še ni išla iz krize oziroma zakaj ima take razvojne države kot nobena druga država v tranziciji. Med razlogi, ki jih jaz omenjam običajno, je to, da Slovenija ni bila žrtev svetovne finančne krize, ali pa ni bila samo žrtev svetovne finančne krize, ampak imamo za to, da smo tako globoko zabredli v krizo, svoje lastne razloge. Tranzicija ni uspela, reforme v raznih družbenih podsistemih na različnih področjih niso uspele in seveda zaradi tega smo pač tam, kjer smo. Tik pred zamenjavo vlade 2008, ko je prišel tisti veliki pok iz Finske, če se spomnite, še malo nekaj dni prej smo kar precej vodili po vseh javnomnenjskih anketah, se je takrat zamenjala vlada, tudi zaradi tega inženiringa, bi temu rekli, in kriza že trkala na vrata. Francija, Italija, Nemčija so imeli novembra, decembra pripravljene vse protikrizne ukrepe že na mizi. Naši ministri so se komaj nove vlade učili te veščine vladati, prve ukrepe pa so sprejeli relativno pozno. Preden bi morali postati utečena ekipa, je minilo že kar nekaj časa takrat in seveda Slovenija je takrat hitro padla globoko v krizo. In namesto, da bi sprejemali ustrezne ukrepe, so nekaj podobnega kot kasneje vlada Alenke Bratušek imeli ključno prioriteto, kako na svetovnem finančnem trgu nabrati čim več denarja, da bo socialni mir v državi. In res prva vlada Pahorjeva nas je takrat zadolžila za okrog 10 milijard in nekaj podobnega je storila tudi v enem samem letu tudi sedanja vlada, ki je v odstopu. Tukaj gre za kar hudo stvar, zato ker smo ves ta denar praktično prenesli ali pa to breme razvoja na naše otroke in vnuke, ne samo na nas. In ti bodo plačevali recimo našo nesposobnost upravljanja z državo danes in ta hip. Slovenija ni uspela ustvariti ustreznega ekonomskega okolja, da bi privabila domače in pa predvsem tuje investitorje. To je storila Makedonija. Jaz sem bil pred 10 dnevi v Makedoniji, znižali so davke, imajo uravnotežen proračun, ne porabijo več, kot ustvarijo. Tuje firme hodijo od letališča do Skopja, imate polno novih tovarn in kmalu utegnijo odpreti 64,000 delovnih mest. In na dobro podlago, ki jo je uspela ustvariti vlada Gruevskega, naše sestrske stranke. Makedonija, že leta 2006 smo mislili, da je to država, ki je brez perspektive, ki ne bo zmogla niti poskrbeti same zase. Mi smo takrat cveteli skoraj do leta 2008 imeli odlično gospodarsko rast. Hitro smo rasli, zmanjševali smo brezposelnost iz 110,000 na 59,000, prepolovili smo praktično. Skratka, imeli vrsto gospodarskih uspehov, v koncu leta 2007 smo imeli sladke probleme, ker smo imeli suficit v državni blagajni. Torej je država res prvič, odkar smo imeli svojo državo, ustvarila plus v svoje blagajne, ne minusa. Skratka, takrat je kazalo vse lepo, medtem ko Makedonija, ki je takrat šele začela z desnosredinsko vlado, je šele začela žeti uspehe in danes je to ena od zgodb o uspehu, vse kar se gospodarskega razvoja tiče in odpiranja delovnih mest. Oni so dobili 40% brezposelnost in so jo za 15% znižali, recimo to zdaj, in kanijo to storiti še naprej. Čeprav je ta demografska struktura, etnična struktura, lahko rekli, bistveno bolj zapletena in komplicirana kot v Sloveniji, pa so kljub temu dokazali, da so lahko gospodarsko uspešni.
Slovenija pač ne zmore popolnoma uporabiti svojih razvojnih potencialov. Velikih gospodarskih, recimo, zagotovo nimamo plina, nimamo nafte, imeli pa smo vedno prislovnično dobre in pridne in sposobne ljudi. No, ta del populacije, najbolj vitalni del, nam zdaj odhaja v tujino, zato ker ni doma dela, ni dovolj denarja, ni dovolj delovnih mest, da bi lahko jih zaposlili doma. Večkrat smo rekli, zato je deloma kriv trg dela, ki ni dovolj reformiran, deloma pa tudi krivo izobraževanje, zato ker smo izobraževali profile, ki jih gospodarstvo ta hip ne nuca, ne potrebuje. To je sicer tudi mali evropski problem. 5,5 milijona mladih je brez službe, 2,5 milijona pa imamo delovnih mest, ki jih ne moramo zapolniti svojim kadrom, zato ker je šola izobraževala mimo potreb trga dela in gospodarstva. V Sloveniji je ta problem še večji. Slovenija je vedno skrivala podatke o dejanskih problemih mlade populacije. Malo smo preko študentskega dela delali, malo je bilo fiktivnih vpisov in statistike so kazale pa tudi tak realno življenje, da ni neki večji problemov. Ko pa se stvari uredijo, pa vidiš, da so veliki problemi. Da gremo po 30% brezposelnosti mladih, da je odstotek deklet, ki so brez službe, tudi tiste, ki so z diplomo, še bistveno večji. To je problem, kar pomeni, da bomo morali v prihodnosti veliko vlagati v prestrukturiranje oziroma preusmeritev, iskanje dodatne izobrazbe, dodatnih veščin, dodatnih kompetenc, da bodo lahko zaposlili na slovenskem trgu dela, ki je vse bolj skromen. Torej, če hočemo ustvariti trajno zaposljivost in zaposlenost mlade generacije, moramo začeti pri šolstvu. Šele kasneje pridejo vse ostale reforme. Vsekakor pa bi morali ustvariti bolj ugodno ekonomsko okolje, tudi davčno politiko, morali bi, nekdo ima telefon, morali bi znižati davke, da lahko investiramo v nova delovna mesta. Če ni novi delovnih mest, ni gospodarske rasti, če ni gospodarske rasti, pač ni blagostanja. In to se moramo pač zapomniti. Živeti na puf, na dolg, pač ni dobro. Slovenija nima veliko razvojnih resursov, smo že prej ugotovili, naravnih itek nima. Kje pa bi lahko ta hip potegnili? Kaj bi morali storiti, da bi lahko potegnili most naprej? Poleg reform, na vseh področjih, temeljitih reform, bi morali bolje črpati evropska sredstva. Ta hip nam ostaja 1,5 milijarde neizkoriščenega denarja v Bruslu, ki bi ga morali porabiti od naslednjega avgusta. In če ga ne bomo, bo ta denar, pač tega denarja ne bomo nikoli videli. Za naslednjo finančno perspektivo imamo planiranega še dodatne 3 milijarde, ampak problem je v tem, da moramo ta denar počrpati. Ta denar moramo znati počrpati. In če ga tega ne bomo naredili, bo ta denar spet ostal v bruselski blagajni in nam ne bo nič pomagal. V ta hip, ko imamo tako slabe svoje lastne vire, je to božji dan, ki bi ga morali izkoristiti, pa ga ne. Drugi taki vir je tudi hitrejša privatizacija. Mi bi morali že zdavnaj privatizirati te kombinate, kot jim jaz pravim, ki bi lahko pomenili pomoč, recimo, ali pa več kisika za mala in srednja podjetja, na katerih bo temeljil na prihodnji razvoj Slovenije. Ne na velikih gigantih, sploh ne. Tudi Evropa temelji, gospodarstvo Evrope temelji na malih in srednjih podjetjih, ne na multinacionalkah. No, in tretji vir za razvoj je gospodarska rast. Zdaj so že prve neki znaki, da bi lahko zlasti uvoz je pozitiven, da bi lahko kaj dosegli, ampak potrebovali bi veliko večji investicijski cikl, kot ga imamo danes. No in četrti vir so pa tuje sredstva, ki bi jih morali smiselno uporabiti. Ali je ta garnitura sposobna tega? Videli smo, da ne. Tudi sami se ne počutijo, da je sposobni. Tudi sami ugotavljajo, da je politični sistem nestabilen in neučinkovit. In kot je pomenil že prej predsednik skupine,
če bomo šli na glasovanje po istem kopitu, po isti formuli, po istem volilnem sistemu, se nam lahko zgodi, da bomo šli konc leta še enkrat na volitve. Jaz sem v Postojni pred 3 dnevi govoril za predsednika republike, smo isto to omenil, ne? To nevarnost, ki veliko košta, ne nazadnje je to stane, in mi je dejal, morda pa ljudje potrebujejo še enkrat dokaz, da potrebujemo novi volilni sistem. Dobro, ta šola nas bo kar precej stala, preden bomo razumeli. Hvala lepa. Hvala lepa. O ekonomiji nam bo nekaj več povedal Andrej Šircelj, ki je pri nas nosilec teh tem. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Zdaj, jaz bom dejansko govoril seveda o našem ekonomskem in finančnem zdravju, zdravju države predvsem, in tudi nekaj o ukrepih, ki so potrebni, da nas pripeljajo iz krize. No, vsezadnje tudi ta naslov zahteva ne samo to, da govorimo o tem, zakaj smo še vedno v krizi, ampak seveda tudi o tem, kako iz te krize. Zdaj že dr. Milan Zver je povedal, da je naš reakcijski čas izredno dolg, kar seveda pomeni, da zelo počasi odreagiramo na kakršnekoli stvari, dogodke, ekonomske pojave, finančne pojave in seveda tudi na to, da spremenimo volilni sistem. In to stane. Enostavno to stane, to, da stopicamo na mestu, to, da ne naredimo odločnih korakov, to stane, in zaradi tega smo ena izmed redkih držav, ki je še vedno v krizi, čeprav dobro za zadnje četrtletje so podatki o rasti pozitivni, ampak ta rast je minimalna, ampak od leta 2009 dejansko je Slovenija v krizi, in to v zelo globoki krizi. Takrat se ni sprejelo ničesar in takrat, kot je bilo omenjeno, leta 2009 se je v glavnem zadolževalo. Govorili smo seveda o neki drugi vlogi SID banke, ki je ni bilo, dolg na dolg, in stvar je seveda o tem, da se je ta dolg enostavno potrošil. Govorimo o potrošnji, mi zaradi tega nismo dobili nobene novega podjetja, nobene nove tovarne, nobene nove ceste, nobene nove investicije nismo iz tega naredili in enostavno se je, če želite, dolg pojedel. In mi kot država, in seveda tudi država ni samo država kot taka, ampak tudi kot državljani, enostavno, ki smo v tej državi, preveč potrošimo. Ta država preveč potroši glede na to, koliko dejansko ima, koliko dejansko pridobi denarja od davkov, naprimer. In približno za 20% je večja državna potrošnja, 20% na leto, kot so dejansko prihodki. In zaradi tega je zrasel dolg, če govorimo seveda samo o zadnjem letu, pa tudi prej ni bilo nič drugače, je zrasel za skoraj 9 milijard. Se je država zadolžila, oziroma taka je ocena, da se bo zadolžila. Z drugimi besedami si noben od nas ne zna predstavljati, kaj pomeni 9 milijard. Lahko se rečem jaz, da je to en državni proračun, ampak še vedno nimamo predstave, kaj to dejansko pomeni. To pomeni, da se zadolžimo dejansko vsako uro za 1 milijon. 1 milijon si seveda lažje predstavljamo, kaj to dejansko pomeni. Lahko to pomeni 10 hiš, lahko to pomeni 2000 pokojnin po 500 evrov, lahko to pomeni tudi, naprimer, če govorimo pa o 3 milijonih, zadolžitev v 3 milijonih, 3 milijone stane vrtec za 250 otrok, toliko stane približno gradnja enega vrtca. Skratka, to si lažje predstavljamo in tako se vlada Alenke Bratušek. In to nas ne more po zdravi kmečki logiki, pameti pripeljati nikamor. Še več, na podlagi seveda tega zadolževanja plačujemo obresti, letos smo plačali
1 milijardo bomo približno plačali letos obresti in te obresti seveda na mesto, da bi vlagali v znanje, da bi vlagali v izobraževanje, da bi vlagali v razvoj, plačujemo obresti posojilodajalcem, to pa so seveda predvsem ameriške multinacionalke in denar seveda gre izven države. Nekatere druge države, ki so bolj zadolžene še celo, ampak so zadolžene na domačem trgu. Mi smo večino denarja gre iz Slovenije, večino denarja seveda tudi preko Atlantika. In to ne vodi v razvoj, zaradi tega je eno izmed temeljnih ukrepov, ki se bo dejansko tukaj naredil, da se bo to zadolževanje zaustavilo. Seveda to ne gre čez noč, to ne gre tako, da bi ti enostavno tudi nehal najemati kredite, predvsem zaradi tega, ker je treba odplačevati stare kredite. Vendar, če najemaš kredite po boljši obrestni meri, po nižji obrestni meri, potem je to vsekakor ugodnejše. In na ta način je seveda treba to zadolževanje zaustaviti in vsezadnje na to nas bo prisilila tudi Evropska unija. Evropska unija bo zahtevala od držav, ki so zadolženi za več kot 60% bruto družbenega proizvoda. Mi smo danes čez 80% bruto družbenega proizvoda zadolženi, da postopoma zmanjšuje ta dolg in sicer vsakič za 5%, vsako leto za 5%, kar pomeni, da bomo zato še posebej plačevali oziroma še posebej dolg zniževali za 400 milijonov, 350 do 400 milijonov na leto. To seveda pomeni, da bo denarja manj in da bo javni sektor v celoti zmanjšal, se bo moral tako ali drugače zmanjšati in to seveda pomeni, da enostavno moramo prilagoditi našo porabo realnim dohodkom, realnim prihodkom, ki jih država tudi dobi. Seveda mi ne moramo samo konsolidirati javnih financ. Javne finance, cilj konsolidacije je, da so prihodki enaki odhodkom. Zato bo treba nekaj let. Ampak, kot je bilo že omenjeno, moramo postati verodostojni tudi za nove investicije, za nov kapital. Verodostojni pa dejansko pomeni to, da nam bodo morali tuji investitorji, ki bodo investirali v podjetja, dejansko verjeti. Namreč zdaj smo mi izgubili verodostojnost na evropskem in svetovnem trgu, zaradi tega, ker se pri nas nič ne zgodi. Imamo številne projekte, ki naj bi se zgodili s tujim kapitalom ali domačim kapitalom. Tujci navadno pridejo v Slovenijo, naredijo skrbne finančne, pravne, davčne preglede, potrošijo nekaj milijonov evrov in potem se mi enostavno premislimo. Skratka, nekdo se premisli in potem tujci odidejo s tem, da so nekaj potrošili, s tem, da v zadnje pol leta, po mojem, ne hodijo več za nove projekte. Izjema je bila ta investicija v novem mestu v Renoju, ampak ta se je že precej prej začela. Na drugi strani je seveda treba pa realno pogledati in to realni pogled nam kaže, da mi v Sloveniji ne moramo več pridobiti prihodkov za javni sektor iz naslova novih davkov ali povečanja obstoječih davkov. In v našem programu smo tudi zapisali stop davkom in stop birokraciji. Namreč tudi podjetniki, investitorji in vsezadnje tudi mi kot občani vse prevečkrat pridemo pred neko nerazrešljiv problem, nerazrešljivo težavo, ki jo imamo na takšen ali drugačen način z birokracijo. In seveda tukaj moramo reči in stop novim davkom in stop birokraciji, zato da se bo podjetniški duh tudi v Sloveniji dvignil na višjo raven in da bo na vsezadnje tudi ta podjetniški duh se na koncu izkazal v večjem bruto družbenem proizvodu, v večjem ustvarjanju in samo večje ustvarjanje lahko pomeni to, da bomo mi tudi prišli iz krize.
Naslednja težava, ki jo imamo in ki jo je treba tudi rešiti, in to je tudi v našem programu, da bomo učinkovito upravljali državno premoženje in ga po potrebi tudi prodali, vključno z bankami. Mi smo v banke zmetali 3,6 milijarde evrov in še nismo sanirali bančnega sistema. 3,6 milijarde evrov smo zmetali v banke, zato da bodo bankiri morda čez 2 ali 3 leta še vedno lahko rekli, da enostavno ni dovolj denarja za to. In dokazali smo, da državnih bank ne znamo upravljati. To smo dokazali na NLB-ju, to smo dokazali na NKBM-ju. Tukaj je treba povedati, da Slovenska demokratska stranka nikoli ni imela vpliva na predsednika uprave, ali pa da bi bil predsednik uprave, bom rekel, iz desnice, nikoli se to dejansko ni zgodilo. Tudi ko v obdobju leta 2004, leta 2008 je bil predsednik uprave gospod Kramar, ki je takrat pač vodil takšno ali drugačno politiko, ampak to se dejansko ni zgodilo. In seveda banke so bile samopostrežna za financiranje različnih zgrešenih projektov, od katerih se krediti niso vrnili, in ker se krediti niso vrnili, banka ni bila kapitalsko ustrezna, zaradi tega smo davkoplačevalci pač vrli v te banke 3,6 milijarde, tako da še ne vemo pa, kdaj bo seveda konec. Tako da vsekakor bo treba ta bančni sistem verjetno tudi sanirati še tako, da bodo te banke enostavno postale drugače vodene in drugače upravljane. Ampak tudi tukaj je ta vlada naredila pol dela. Vrgla je denar v banke, nadzornike je pustila več ali manj ene in iste, uprave so ostale ene in iste, dela se na iste načine in jaz mislim, da tudi tukaj ne bo nič boljše storjenega. Tako da druga zadeva, in tukaj zraven pridejo seveda še ostala državna premoženja, treba jih je bolje upravljati, treba je narediti ta podjetja bolj konkurenčna in treba je seveda s tem upravljanjem doseči tudi boljši poslovni rezultat, boljše dividende, ki bo seveda v tem primeru prijela država. Da povzamem, program Slovenske demokratske stranke temelji, kot sem rekel, stop novim davkom, stop birokraciji, boljše upravljanje premoženja, bolj učinkovito sodstvo in seveda pravičnejša država. To so 4-5, morda sem kakšen razpustil, bodo kolegi me še dopolnili, ciljev, ki jih imamo, in jaz mislim, da bomo seveda s temi cilji tudi prepričali volivke in volivce, da nam bodo zaupali in da nam bodo seveda dali mandat za to, da Slovenijo popeljemo iz krize. Hvala lepa. Naslednja je Alenka Jeraj, izvolim. Hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz se bi najprej dotaknila arhivov oziroma zakona, o katerem bomo odločali 8. junija. Omenili ste že, da bomo imeli volitve, imeli bomo tudi en referendum. Po srečenem oziroma po nesrečenem datumu je zdaj končni datum 8. junij. In zelo pomembno je, da gremo tudi takrat na volišča in odločamo o noveli zakona o arhivih. Namreč tudi to je razlog, da je Slovenija še vedno v krizi. Mi smo v večini naših sistemov od izobraževanja, zdravstva, šolstva in pomembno tudi pravosodja ohranili ogromno ostankov prejšnjega sistema, socializma in nedemokratičnega sistema, in zaradi tega se ponovno leta 2014 pogovarjamo o arhivih. To, da so nekdani sodelavci UDBE ali pa tudi zelo aktivni v prejšnjem režimu danes na pomembnih mestih, bi nas moralo zelo skrbeti. Gospod Masleša, ki je predsednik Vrhovnega sodišča, potem gospod Fišer na tožilstvu. Milan je prej omenil Planico, tam se zdaj veselo pase gospod Isajlović, nekdani šef UDBE, ki je bil mimogrede v času Pahorjeve vlade svetovalec ministra Križaniča. In mu je tudi svetoval, da je 1,5 milijarde vzel kredita leta 2009, to smo morali letos vrniti ali bomo pa še morali.
In takoj, ko smo si to sposodili, oziroma ko so si Pahorjevi to sposodili, so dali 300 milijonov v dve zasebni banki, Faktor banko in Probanko, ki sta bile že takrat zrele za stečaj, ampak seveda so jih z državnimi sredstvi vedno znova oživljali. Zdaj bomo pa kar vsi to počeli, ker se je ta vlada, torej vlada Alenke Bratušek, tako odločila. Zato je zelo pomembno, da res gremo 8. junija na referendum, ker veste, da se zdaj zahteva bistveno višji kvorum za to, da bo referendum sploh veljal in bo zelo težko, ker ljudje bodo šli zdaj na evropske volitve, potem pa referendum in potem še državnozborske volitve, če bodo. Tako da je treba povedati, da bodo razumeli, zakaj je pomembno, da gremo glasovati proti noveli zakona. Ob problemih, ki jih je naštel Andrej Šircelj, najbrž niso arhivi glavna tema, pa ne bi smeli biti, imamo mnogo hujših problemov. Če pa se je ta vlada odločila, da je to treba urediti, potem pomeni, da se bojijo, kaj bi še lahko iz arhivov prišlo. Od takrat, ko je naša vlada, prva vlada Janševa 2006 sprejela zakon o arhivih in so arhivi postali odprti in so se začeli o tem pisati knjige, kljub temu, da imamo ohranjenega mogoče 10% samo arhiva, ker so takrat vse uničili ali pa mislili, da so vse uničili, k sreči niso. Se zdaj seveda bojijo, kaj bi še vse lahko prišlo ven in zato taka norija v zvezi z arhivi. Zdaj, absolutno premalo, evo, že Gorinka Bratuškova, absolutno. Mnogo premalo je ta vlada naredila za gospodarstvo, še več. Za naš občutek je gospodarstvo povzročilo veliko škode, ker je ga dodatno obremenila, dodatno zakomplicirala stvari, dodatno administracijo naložila in tako naprej. In zato je situacija slaba. Če pa ti nimaš delovnih mest, če niso ljudje zaposleni, potem imamo težave in težave imamo v vseh blagajnah. Na naslednjem slajdu boste videli, kako se je gibala stopnja brezposelnosti, kje smo danes, kljub temu, da ste velikokrat brali, kako neuspešna je bila Janševa vlada in kako smo naredili ne vem koliko škode in ne vem kaj. Ti grafi in ti podatki kažejo, da so se takrat številke izboljšale močno, torej brezposelnost se je močno zmanjšala in najnižja brezposelnost 6,7% smo imeli konec leta 2008, ko je potem krmilo prevzela Pahorjeva vlada. Mi smo takrat, ko smo pristali v opoziciji, predlagali cel kup stvari, ukrepe za gospodarsko rast in tako naprej. Pahorjeva vlada je to vse zavračala in brezposelnost se nam je začela povečevati. Spomnili se boste najbrž, da je Borut Pahor sam priznal, da je njegova vlada postavila napačno diagnozo in zaradi tega tudi sprejela napačne ukrepe in namesto, da bi zajezili krizo, so jo v bistvu samo poglabljali in številke to kažejo in zato so se seveda najemali krediti, smo se dodatno zadolževali in kot je bilo rečeno 9 milijard v 3 letih, ampak ko smo že mislili, da je to najslabša vlada, smo videli, da je v bistvu ena vlada še slabša, vlada Alenke Bratušek, ki nas je pa samo v enem letu za toliko zadolžila. No in če primerjate to številkami, torej da toliko ljudi je zaposlenih, ali pa danes, ko smo na 15% brezposelnosti ponovno, nam pa naslednji graf pokaže, kaj to pomeni za blagajne. Če imaš ti povprečno število zavarovancev, ki vplačujejo v pokojninsko blagajno in je ta številka 789 tisoč, 790 tisoč, to pomeni, da toliko ljudi plačuje v zdravstveno, socialno, pokojninsko blagajno. In ko pada seveda ta številka, ko so ti ljudje postanejo brez dela in so brezposelni, smo bili konec leta na 698 tisoč, skoraj 100 tisoč manj zaposlenih. To pomeni 100 tisoč ljudi vsak mesec manj plačujejo pokojninsko, zdravstveno, socialno blagajno. In to pomeni tudi, da tem 100 tisoč ljudem, pa 90 tisoč ljudem, damo vsak mesec ali nadomestilo za brezposelnost, ali denarno socialno pomoč, skratka nekaj, da iz meseca v mesec preživijo. Tako da situacija je zelo slaba in mi smo ves čas opozarjali in poskušali pač
narediti, da se ta trend obrne. Nekaj nam je uspelo v letu 2012, ko smo sprejeli zakon o uravnoteženju javnih financ, tako imenovani ZUJF, ki je prizadel mnoge, vendar smo pač poskušali, da nismo posegali v te najnižje in pokojnine in prihodke in tako naprej. Ampak takrat so ljudje nekako razumeli, da je treba pač potrpeti 2-3 leta in bodo potem stvari se obrnile na bolje. Vendar spremembo vlade se je to spremenilo, ta vlada ni želela slediti tej poti, sicer je ZUJF vedno poudarjala kot dober ukrep in tudi pred Bruslom so se vedno hvalili, da je to dober ukrep, čeprav so ga prej hudo pluvali, predvsem gospa Bratušek, je bila glavna nosilka vseh pripomb in pritožb na zakon. Kljub temu smo pač dokazali, da se da in tisto leto dejansko se zadolžili za manj, kot je bilo načrtovano in če bi ostala naša vlada, bi s tem tudi nadaljevali. Zato naš poziv oziroma naslov našega alternativnega programa za gospodarsko rast, pravičnost in delovna mesta. Nujna je gospodarska rast je tista, ki ustvarja delovna mesta, da ne bomo gledali take slike, kot smo jo pokazali. Seveda ne dela delovnih mest vlada pač poskrbi za primerno okolje, za davčne olajšave, za razbremenitev gospodarstva in to smo v vseh naših vladah delali. Zato smo tudi imeli gospodarsko rast v letu 2004-2008. Velikokrat rečejo, da je bilo to itak po celi Evropi in je bilo pač tudi pri nas, ampak ni res. Evropa je imela takrat 3% gospodarsko rast, mi smo imeli pa skoraj 7%. Torej je nekaj bilo tudi od tega, kar smo naredili od naših ukrepov, sprejele so se reforme na davčnem področju in tako naprej, tudi v sodelovanju takrat z opozicijo, socialnimi demokrati, ker smo imeli dogovor, partnerstvo za razvoj in smo vse pomembne zadeve usklajevali z njimi, ker nam je jasno, da velikih reform in velikih sprememb ne moreš delati, če se okrog njih ne poenoti tako koalicija kot opozicija. Je pa tako delati zelo težko, to kažejo pač zadnji mandati, ko male stranke izsiljujejo in zahtevajo svoj kos pogače in vidijo samo svoje interese, ne pa interese države. Reform se v takem ne da delati, ko imaš neke male stranke z vsak svojimi parcialnimi interesi. In vedno znova to prodajanje novih obrazov, novih strank, glejte, ki je končala Katarina Kresal, pa je bila obraz leta, Slovenka leta, vse mogoče, končalo se je pa s korupcijo in z odstopom. Tako da to ni nujno vedno tudi kvaliteta, treba je pač delati na trdnosti, na vrednotah in naša stranka temelji na vrednotah, imamo program, vsa leta govorimo in zagovarjamo enake stvari, ne spreminjamo se od danes do jutri, tako kot mnogi drugi, ki so iz LDS-a šli malo k socialnim demokratom, nekaj v zares, potem so potopili zares, so šli v pozitivno Slovenijo, zdaj bodo šli malo v verjamem, malo v Cerarju verjetno. Skratka, take stranke in strančice, ki so kratkega daha, torej samo za ene volitve, ne prinašajo trdnosti. Po toliko mandatih bi se Slovenci verjetno že morali navaditi, da je pač treba videti rezultate, pogledati rezultate, kaj je kdo naredil, torej najprej obljubil, potem pa tudi naredil. Takih pa ne moreš nikoli klicati na odgovornost, ker se že na naslednjih volitvah pojavijo v nekih novih strankah. Tako da stalnica in trdna stranka na našem političnem področju je zagotovo Slovenska demokratska stranka. Mi smo vedeli, da je koalicija zelo trhla, zato smo pripravili alternativni program, ki ga boste v nadaljevanju vsaj nekaj ključnih točk tudi videli. In mi smo pripravljeni na volitve in tudi vemo, kaj treba narediti, da se ne bomo ponovno sprašvali, zakaj je Slovenija še vedno v krizi, ampak bomo prišli iz krize. Za zaključek pa še domačin. Branko, izvolite. Ja, hvala. Na konc ga je žlapoč pravi in zdaj, če hočem upravičati moj sloves, potem moram biti daljši od vseh mojih predhodnikov skupaj. Ni treba težko zvrata na voda. Tako da vsem prav lep pozdrav še enkrat z moje strani, poseben pozdrav obima prisotnima županoma.
se pravi gospodu Miru Kozelju, županu občine Šenčur in pa gospodu Miranu Zadnikarju, županu občine Preddvor, ki je tudi danes z nami. Pa seveda pozdrav tudi vsem predstavnikom vseh ostalih odborov iz sosednjih občin. Tako da mene moram reči zelo veseli, da se nas je danes toliko tukaj izbralo, ker glede na to, da ni bilo pisnih vabil, je tole huderjevo impresivna številka. Najprej je to odraz nečesa, zavesti nas vseh, da tako kot je to potekalo zadnje leto dni, preprosto Slovenija ne zdrži več. Bom nekatere stvari, ki so jih povedali kolegi, pač podobno, ampak mečkeno bolj po domače, tako da si bomo predstavljali. Glejte, tale vlada je uspela naslednje, da je zadolžila vsakega otroka, ki zdaj več je bila v zipki, pa tudi vsega med nami. Vsakega otroka je zadolžila za 14.600 evrov. To se pravi, vzela je en avto, ga zagonila v steno, zažgala in ta otrok ga nikoli ne bo videl, ampak plačati ga bo pa moral. To je naredila ta vlada. Ali pa, če želite eno drugačno primerjavo, 4-člansko družino je ta vlada zadolžila za več kot 56.000 evrov. 56.000 evrov danes stane eno stanovanje, ali pa ena hišca, nekje v Beli krajini, v Prekmurju, kar pomeni, da je vsaki slovenski družini tranzicijska levica zažgala hišo in izstavila račun. Vsaka družina v Sloveniji bo morala plačati eno celo hišo, v kateri nikoli v življenju ne bodo živeli. To je dosežek te vlade. In zdaj, kje je tukaj past? O tem so govorili že moji kolegi. Vsi veste, da od leta 1996 naprej sem bil gonilna sila prizadevanja za spremembo volilnega sistema v dvokrožni večinski volilni sistem. Kajti ta sili k sodelovanju, ta sili stran od ideologije in ta preprečuje tisto manipuliranje, ki mu lahko rečemo kadrovski vrtiljak tranzicijske levice, ki je pravzaprav, če ga gledate strani za enega tujca, prefrdamano smešna zadeva. Dajte, kako se pri nas dogaja. Ljudje volijo leta pa leta LDS, pa ugotovijo, jo si to je čisto korumpirana stranka in rečejo ven iz parlamenta LDS, volili bomo zares. In so volitve mimo, in ugotovijo, pa so to isti LDS. Samo eno faco, ali pa dve so zamenjali. In na naslednjih volitvah rečejo, adijo, zares, ker si skorumpiran in bomo vsi volili pozitivno Slovenijo. V Šenčurju se je volila, tretjina ljudi so skoraj glasovali za pozitivno Slovenijo. Nerodna reč, so volitve mimo, kaj se zgodi eno leto kasneje, ljudje so seveda to volili zakaj? Zaradi podobe Zorana Jankovića kot uspešnega gospodarstvenika, ki so ga ustvarjali mediji. Ampak eno leto kasneje dobijo ljudje na vlado Alenko Bratušek in z njo točno tisti zares in LDS nazaj, ki so ga že dvakrat vrgli ven iz parlamenta. Kajti Alenka Bratušek, verjetno veste, je bila svetnica zaresa, predtem pa pre LDS v mestni občini Kranj. To je to prevarantstvo tega volilnega sistema. Da obstaja neko, recimo temu, parazitsko jedro ljudi, ki vedno živijo na račun davkoplačevalcev in se lepo skrijejo za neko faco, ki postavijo na čelo in se selijo enkrat od LDS-a, od LDS-a zares, od zaresa k pozitivni Sloveniji in zdaj k Cerarju in Šoltesu. In v tem je pas teh volitev. A bojo ljudje še četrtič nasedli na isti trik. Kajti točno se vidi zdaj, po čemu je vsa igra. Žal moram reči, da upam, da ste, meni so vse rekli, da sem zmeraj pesimist. Pa sem sam realist, ampak hudirja, jaz sem posegli kupov, da vendarle dolgrat ne bodo nasedli. Naša skupna naloga je, da jim odpremo oči. Kajti, če se bo to še enkrat ponovila ena in ista igra, potem Slovenije, tako kot jo poznamo, sploh ne bo več. Tole je nemogoče preživeti še eno mandatno obdobje, tako kot se je zdaj dogajalo. Še ena druga primerjava zadolženosti, da se v te predstavlja. In velikanska večina tega, 20 milijard evrov, je točno dosežek dveh vlad tranzicijske levice, Boruta Pahorja pa Alenke Bratušek. Jugoslavija je razpadla zaradi 20 milijard dolarjev dolga. To je tako, preračunane nedobri 16 milijard evrov. Tranzicijska levica je pa samo v dveh vladah
zadolžila ubogo Slovenijo za 20 milijard evrov, se pravi za bistveno več, kot je bila cela Jugoslavija nekoč zadolžena in je zato razpadla. To bo treba plačati. In zato povem, da tako enostavno ne more to večiti. In tudi recept za to je v resnici zelo enostaven. Kolegi so ga malo bolj strokovno povedali, da me jaz podomačim. Mi moramo preprosto narediti Slovenijo in predvsem Gorenjsko konkurenčno sosednji Avstriji ali pa, če želite, avstrijski Koroški. Da se ne bo več to dogajalo, da se vsa podjetja selijo na Koroško, da se mladi odseljujejo z družinami na avstrijsko Koroško in da se danes študentje, če jih vprašate, kakšen je njihov življenjski cilj, ne pogovarjajo več o tem, ali bojo zdravniki v Sloveniji, ali bojo znanstveniki v Sloveniji, ali bodo podjetniki v Sloveniji, ampak se pogovarjajo samo še o tem, ali bodo šli v Avstrijo, ali bodo šli v Nemčijo, ali bodo šli na Novo Zelandijo ali pa v Ameriko. To je edino, o čem se danes študentje pogovarjajo. In ko se enkrat ta proces začne, je to največja možna katastrofa. Ker to je tisto, kar ustvarja prihodnost ene države. Nam prihodnost v tem trenutku zaradi okoliščin, kakršne so, odhaja v tujino. In tukaj gre za tisto vprašanje politične zrelosti. Vsi vemo, kakšna je slika, ki jo ustvarjajo srednji mediji v Sloveniji in so vsi enaki, marsikje vendarle pustijo nekaj prostora za prikazovanje različnih mnenj, tako da nek se tlači v isti koš. Vendar gre za vprašanje, ali smo sposobni ljudem povedati, da je ključno zdaj, da grejo, ne glede na to, da bo treba 4-krati, na volitve in na referendum in da ne eksperimentirajo, ker v resnici sploh ni izbire, take, kot si jo ustvarjajo preko podobe, ki jim jo dajejo mediji. V resnici je Slovenija točno tam, kjer je bila ob prvih demokratičnih volitvah. Ima dve skupini, dva dela volilnega telesa, znotraj katerega je pol samo vprašanje, kdo gre na volitve in kdo ostane doma. Pa malo je novih volivcev, ki potem pač se ponavadi obrnejo na tiste, ki jim pač zaupajo. In mnenjski voditelji ste vi. Povejte ljudem, da je treba iti na volitve, pa ne samo, da je treba iti na volitve pa glasovati, ampak da morajo glasovati za tisto stranko, ki ima edina vso podporo Evropske skupnosti in so jo izrazili tudi v svojih izjavah, ki je vodila najbolj uspešno vlado v prejšnji koaliciji. To je bila vlada Janeza Janše, za katero je Frankfurter Allgemeine Zeitung, ki je izjemno ugleden v poslovnem svetu, zapisal, da je bila vlada, ki je dobesedno dosegla čudeže. In za katero o tem se skoraj ne govori. Evropska komisija v zadnjih izjavah opozorila, da ni uspelo Alenki Bratušek spremeniti smeri, da se zdaj vendarle začenja kazati neka možnost razvoja, ampak da je to bilo doseženo ob koncu leta 2012. Takrat je bila pa, kot veste, koalicija pod vodstvom SDS in vlada Janeza Janše. To zdaj piše v uradnih dokumentih Evropske unije. In tukaj je treba pač narediti, kar se narediti da. Treba pa bo iti večkrat na volitve, kajti vedno je tako, da eno glasovanje vpliva na naslednje. Ljudje smo radi na strani zmagovalca. Najprej treba iti na evropske volitve, 25 in glasovati. Potem za SDS, potem bo treba iti na referendum in glasovati proti zapiranju arhivov, ker je samo to skladno z evropskimi vrednotami. Tukaj gre za vprašanje vrednot in v Sloveniji se danes bije bitka za vrednote. Bitka med lažnimi vrednotami, ki so nastavljene na neko tranzicijsko levico na 60 let podlage in tistimi vrednotami, na katerih gradi svoj razvoj moderna združena Evropa, ki je mimogrede zadnji garant demokracije v Sloveniji. In potem bo treba iti na državnozborske volitve in bo treba iti na občinske volitve. In si izbrati oblast in ljudi, ki jim zaupati. Če se bo ostalo doma, če se bo zapadlo kakršnokoli obupavanje, bo to izredno slabo. Če bo možno, bomo storili vse, da se volilni sistem spremeni prej, da pride do večinskega okrožnega volilnega sistema, ki pač sili k združevanju, povezovanju stranke. Nastanejo koalicije, tam tudi manjši preživijo, ampak nastanejo koalicije sorodnih strank. In pač postavijo vsak v okviru neke dogovorjene kvote svoje skupne kandidate, ampak kar je bistveno, morajo oblikovati vlade svoje
poiskati ustrezne ljudi pred volitvami. In na dan volitev glas volivca dejansko odloči, kdo je oblast in kdo je opozicija. Potem se tudi poveča odgovornost izvoljenih ljudi. In seveda povezanost med volivci in pa izvoljenimi funkcionarji. Tako kot to teče zdaj, ko je vse plod nekih povolilnih kupčkanj in pogajanj, ki so lahko taka, lahko pa dajo tudi katastrofalne krave kupčije, pa seveda zadeva ni dobra. Ampak tudi, če ostane isti volilni sistem, ne ostati doma, še vedno je treba storiti isto. Zaradi tega, ker s tem povečate možnost, da do spremembe v doglednem času pa le pride. Trdno pa sem prepričan, da je nujna in da brez naslednjih korakov v tej smeri Slovenija dolgoročno ne bo postala vse tisto, kar bi lahko bila. In spomnite se, da je bila dolga leta zgled vsem drugim. Ker se niso začele te igre v tako veliki meri pač akumulirati, da se je vse slabo nabralo na en kup. In tam smo danes. Tisto, kar pa je zdaj, ključno pa je, da se to stori zdaj. Kajti še enega taga mandata, verjemite, Slovenija praktično ne more preživeti. Danes se samostojnost ene države, njen dejanski obstoj ne brani več najprej na bojnem polju, tako kot je bilo skozi vso zgodovino. Ampak najprej se brani v gospodarstvu z uspešno ekonomijo. In moramo postaviti okvir za ekonomijo, za podjetništvo, ki bo vsaj primerljiv, če ne še bolj ugoden od tistega, ki je na avstrijskem Koroškem. In to mora biti tisto, kar storimo tu in zdaj. S tem bom tudi končal, da ne bomo vsi skupaj predolgi, če pa je kakršnokoli vprašanje, pa nam z veseljem odgovorim. No pa še nekaj mogoče čisto za konec. Tele volitve so v tem trenutku, verjemite, tudi na nek način hitrostna dirka. Ali bo prej razpis volitev, ali pa bo prej padla najbolj krivična sodba v zgodovini Slovenije, zaradi katerih po celi Evropi Kafko berejo, mi pa v romanu Kafke, se veste, nekdo nekje je nekaj storil, pa zagrmi sistem krivljenja. To je Kafka. Mi pa v romanu Kafke, po zaslugi slovenskega pravosodja, v tem trenutku še živimo. In res je čas, skrajen čas, da se to spremeni na bolje. Hvala lepa Branetu, ni dobil zaston zadnji besedo. Zdaj pa, tako kot je običaj, odpiramo tudi možnost vprašanj za vas vse tukaj. Mislim, da imajo sta na voljo dva mikrofona. Z veseljem bi odgovorili tudi na kakšno vprašanje. Izvolite. Pa lahko jaz, gospod Tanko. Izvolite. Jaz sem Ivan Tičar, vprašal bi pa gospoda Šircla, ko on je bil financer. Lejte, gospod Šircl, mi imamo revizijske hiše v Sloveniji, ne? In tudi revizijski inštitut. Ampak nisem še slišal, da bi kakšna revizijska hiša izgubila licenco, a ne? V tem smislu, na osnovi revizijska poročila dobi tudi vsaka firma kredit. A se strinjate z mano? A je to tako? Ja. No. In niti ena hiša še ni izgubila licence, revizijska hiša, v naši domovini. To je ena stvar. Druga stvar, Nova Ljubljanska banka pa vse slovenske. Da je, dobro, zdaj jaz ne čisto točen podatek, da imajo Slovenci 15 milijard denarja noter. A je to res, a ni res? Ja. No, povejte, jaz imam predlog. Ne samo Slovenci, tudi podjetja. Dobro, to je depozito, no? Jaz imam predlog, prostovoljno, da vsi tisti, ki imajo denar not, da konvertirajo 30% in da je to lastništvo od teh, ki imajo denar noter, banka, ne pa da jo prodajamo. Ja, no in če bodo hodili to narediti. Ja, lejte, vprašati jih je treba. Ali pa tako banko, ki jo zapravljajo, ne, pa še njihov dan ne zapravljajo, ne, dokončno. A ne. Pomem pa še eno stvar, lejte, jutri je skupščina Aerodroma Ljubljana. Jutri so delničarji, mali delničarji odločili, da bodo podelili 34 milijonov evrov denarja v dividende. To se pravi, vsaka delnica bo dobila 9 evrov. Ampak problem je pa nekaj, mali delničarji so tudi te skladi, ki hočejo denar ven potegniti, ne.
država nima glasovalne pravice in za mene je to uslarija, nas bi šlo investicijo. Evropa je že odobrila program izgradnje aerodroma na nov, vsi projekti so dokončani, sredstva so odobrena in zdaj iz tega ne bo nič. In zanima me, če imate kakšne informacije, koliko deleče prodaja aerodroma, Adrie in Adrie Tehnike. Tole imam jaz, pa hvala lepa. Hvala lepa. Bomo še kakšno vprašanje zbrali, pa bomo potem dogovarjali, tako da ne bo preveč časa se zgubilo. Tleda še ena roka na tej strani, na ženska, se mi zdi. A vi ste, izvolite. Zdaj pa niste roka. Dajte, izvolite tam. Mene pa samo zanima, če ta iniciativen, ko se reče, usodiven odbor pa sodnija, kaj to vam sploh še valavno, kako je to? Kaj to vam nekaj nauha v Sloveniji? Oziroma, a smo spet kako bi rekel, spet v stari Jugoslaviji? Ne vem, Slovenci smo izvolili Slovenijo, nema več Jugoslavije. Samo to vprašam, ne živim. Hvala. Naprej. Izvolite. Jaz pa iz šolskega sistema. Sem iz šolskega sistema, že 40 let, ko da imam bogate izkušnje in mene zanima, a v tej agenciji za nacionalni agenciji za kakovost, a je kakšen član iz desne opcije. Mislim, da je samo leva, ker ima za posledico, da mi že 3 leta imamo popolno vlogo za akreditacijo programa gradbeništvo. Zdaj bi se pa res navezala tudi na tisto, kar je dr. Zver povedal na tej skakalnici se je zgodila huda nesreča oziroma izvajalec je bil tehnik Škofje Loka. To je tudi problem, da projekt ni končan, je naredil, glavni delovodja je naredil samomor. To resnično manjka gradbenega kadra. Hočem povedati zaradi tega, ker prihajam iz področja gradbeništva, gradbenega šolstva. Poklicnega gradbenega šolstva praktično ni več. To, da nam je uspelo s politiko šolsko toliko že dotolči, da ni ne zidarjev, ne pečarjev. Slikopleskarje z močjo pri belem dnevu gledaš oziroma celo zauzemajo vse za deregulacijo tega poklica, to se pravi, kjer bo rekel, da je zidar, bo zidar, kjer bo rekel, da je pečar, bo kao pečar. A veste, kako bo potem to poklicno področje podhranjeno, kar se tiče kakovosti. No, da se navežem naprej, mi imamo vlogo, ker smo pripravljali 3 leta, delali so jo akademsko izobraženi gradbeniki, magistri in doktori gradbeništva. Investirali smo 50 000 evrov. Visoko šolo za gradbeno inženirstvo smo že akreditirali, nikakor pa ne moramo akreditirati programa. Vloga je popolna, so nam jo zavrnili, smo se pritožili in na rezultat čakamo 6 mesecev. Čas za odločitev je pa samo 3 mesece. Podobno kot z Janševo pritožbo, ker se tudi ni do roku odločali. To je druga zadeva. Tretja zadeva pa je, da resnično moramo paziti, koga imenujemo v kakšne komisije, zato da ne pride do takih ilustracij. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo želi? Izvoli, Bojan. Hvala lepa. Jaz bi se tukaj navezal na Milana Zvera, ki prav da v Bruslu denar čaka. Res je, ampak drug problem je pa tukaj, da smo ta trenutek v Sloveniji samo še občine nosilke razvoja. Samo še občine gradimo, država ima ustavljene vse investicije in občine
In tako je poročilo skupnost občin kot Zveza občin Slovenije, smo kreditno zapolnjeni. 8% kreditni potencial smo pokoristili za vse investicije. V letu 2007-2014 ta finančna perspektiva se zaključuje in praktično tudi, če dobimo razpis, saj ne moramo nam ga prijaviti, ker nimamo prostih sredstev. Druga zadeva pa je tam, ker ima pa država bi lahko šla, pa država nima tistega denarja, da bi lahko kupila srečko, dala tisti svoj delež 10-20%, da bi lahko dobila 80% investicij nazaj. In tukaj bo treba narediti, da se investicije, ki so dane iz Evrope, da se občinam omogoči dodatno zadolževanje, kajti le na ta način bomo lahko počrpali sredstva. Drugače bodo sredstva ostalo v Bruslu. Hvala. Hvala. Še kdo želi? Izvolite. Nakratko bom vprašal. Meni se poraja ta vprašanje. Kakšen smisel ima voditi, oblikovati vlado na osnovi sedanjega volilnega sistema? V čem je smisel? Ti si bo to vodil, bo sam zgubljal. Hvala. Še kdo? Izvolite. Jaz bi se tle, Kristjan Jure, bi se pač navezal naprej. Vsi grafi so nekako kazali 2428 pač vlade Janeza Janša, kasnejše vlade, en velik potop. Pač tle se glavno vprašanje postavi, oziroma jaz pravim tako, konsolidacija. Pač delam na komunali, moramo konsolidirati še eno dejavnost, in sicer pač smeti. Vsi vemo, da so pač danes v Sloveniji močni lobiji, ki pač to zadevo pilejo. Javna podjetja nažalost nimajo možnosti, pa jih nekdo tudi ne posluša. Druga stvar je pa predvsem, kdaj se bomo mi znotraj lastnih vrst prešteli. In sicer, jaz mislim, da 2428 zelo uspešen mandat je bil. Jaz sem bil v zaključku tega mandata celo član izvršilnega odbora na nacionalni ravni, stranke na domestnih volitvah izvoljen v izvršilen odbor. Vendar, kaj jaz rečemo v nekem svojem dolgoletnem članstvu vedno pogrešam pri naši stranki. Pa jaz upam, da to ne bo narobe razumljeno, ampak jaz mislim, da imamo znotraj lastnih vrst veliko sposobnega kadra, veliko dobro razmišljajočih ljudi. Vendar, ko pridemo na oblast, ostanemo na tej oblasti nepripravljeni. In jaz pravim, eno je program, se pravi pač, ko je program ključen, drugo je pa dejansko ljudje so ključni. Tako, kot je gospa Darinka prej povedala, se pravi pač izobraževanje. Nimamo pečarjev, nimamo zidarjev, delali smo čudne programe, šolske, take in drugačne. Srednjo šolo, izkrško šolo, simbol pač nekega strojništva, elektro, v celi Sloveniji, na splošno še v bivšem sistemu v Jugoslaviji. To je zdaj tehnična gimnazija. To so pač najmoke, mehatroniki, gre zadeva naprej. Ampak kje je ključno, se pravi, dobrega električarja, dobrega zidarja, konec koncev pa tudi dobrega uradnika, ni lahko najdeti. Ga treba kaliti, ga treba iskati in pač narediti. In takrat, ko imaš ti strukturo vzpostavljeno v podjetju, podjetja, ki imajo strukturo dobro vzpostavljena, poslujejo v redu. Podjetja, ki tega nimajo, pač plujejo levo, desno, gor, dol in isto je pač z vladanjem. Tako da to velja, jaz pravim, in na državni ravni, in na lokalni ravni, pa jaz upam, da bojo enkrat regije nastale. Se pravi, da bomo lahko o Gorenjski govorili kot o regiji. Se pravi, da bomo imeli kompletne povezovalne programe, se pravi, da bomo imeli, se pravi, konec koncev, ne toliko odvisnosti od Ljubljane. Ker mi imamo to srečo, da smo slabih 30 km od Ljubljane, se pravi, študiraš tam, delaš tam, se pravi, damo kran, hodaš spat, jesti, pa zjutraj že spet ponovno. Vsak dan pa pač zabijaš tamle Šenčur kran, 3/4 ure oziroma pol ure, da sploh do krana prideš. Hvala. Hvala lepa. Izvolite. Peter Leskovar, tudi član stranke SDS.
Jaz bi mogoče v eno drugo stran vseko in sicer bi vas spomnil, gospod Zver bo najbolj vedel, kaj je bolj gore v Evropi, gospoda predsednika v Nemčiji so vlekli za 700 pa še nekaj evrov pred sodiščem, ne? So ga ovadili in so ga vrgli z predsedniškega mesta. Kdaj boste vi poslanci pričeli ovajati svoje kolege na levi? Bratuškova gre nekam na en dubiozen trg, si sposodi milijarde, jo vi vprašate, kje ste to dobila, ona reče, ne vem, ne bom povedala. Ona je oškodovala državni proračun, ona je oškodovala mene, moje 3 otroke, da za ostale sploh ne govorim, sploh ne smem za ostale govoriti. Zase bom govoril. In hočem in zahtevam kot davkoplačevalec, ne plačam malo davkov, zahtevam, da se te postopki sprožijo z vaše strani. Dosti je, da je en kolega pozna drugega, zaradi tega, ker sta bila skupna FDV-ju, dosti je tega. Ti si prinesel narobe odločitev, ti boš za to zdaj plačal. Pri meni v službi je tako. Jaz, da nekaj zafrknem za 200 evrov, se lahko od svojega delovnega mesta poslovim. Hvala lepa. Še kdo? Ne? Potem bi pa predlagal, da kar porazdelimo ta vprašanja, da bi začeli kar zdaj s gospodom Širclom, da odgovori na tisto, kar zadeva njegovo področje. Izvolite. Ja, hvala lepa. Zdaj, glede revizijskih hiš, odgovornosti revizijskih hiš. Jaz se tukaj strinjam, da inštitucije, ki nadzorujejo revizijske hiše, ne delajo dovolj učinkovito. Tukaj bi upozoril ne samo na inštitut, ampak mi imamo tudi agencijo za revizijo. To je neka novejša agencija in ta naloga agencije je, da nadzoruje zdaj ne samo posamezne revizijske hiše, ampak predvsem revizorje, zato ker revizori so odgovorni seveda posebno, posebej že grejo za pooblaščene revizorje. Mi dobivamo letna poročila v državni zbor in se seznani, tudi državni zbor se seznani s temi letnimi poročili. Jaz podatkov na pamet ne vem, za leto 2013 moram pa reči, da so bili vsekakor sprejeti določeni ukrepi. Nekateri je bilo tudi enem ali dvema, mislim, da je bila tudi povzeta licenca. Tako da to je. Po drugi strani se mi pa seveda zdi, bom rekel, odgovornost za podpise vseh tistih bilanc, ki so bile, bom rekel, tako bančnih bilanc, tudi kot podjetij, ki so bile pri tem relevantne za pridobivanje tega različnih kreditov, ta odgovornost se mi zdi, da je moje osebno mnenje, da je izredno majhna. To se pravi, morala bi biti večja, ne? Tudi revizorjev. Če se spomnimo recimo v Ameriki, ki je nastala kriza in je takrat propadla pač ena zelo velika agencija, Arthur Andersen se imenovala in te dejansko več ni. Tako da tukaj imamo pa dve pravni osebi, ki se s tem ukvarjate. Na eni strani inštitut, na drugi strani agencija, pa še delo med njima ni najboljše porazdeljeno, po mojem mnenju, imajo pa en zakon. No. Ampak čisto jaz ne poznam, lahko pa vem, da pa so javni podatki, koliko je bilo odzetih, koliko licenc revizorjev. Zdaj v zvezi z aerodromom in glasovalnimi pravicami, pač tukaj moram reči, da je Agencija za trg vrednostnih papirjev, po mojem spominu, vzela te glasovalne pravice državi in zdaj jaz pravzaprav danes tukaj na Gorenjskem sem slišal dobil nekaj več informacij o tem, da se aerodrom dejansko prodaja, več kupcev je, nekateri so bili tudi objavljeni že v časopisju, ne vem, od Beneškega letališča, pa ne vem, kdo je zdaj lastnik Beneškega letališča, do Kitajcev in tako naprej, ali se bo to dejansko prodalo ali ne, ne vem, niti ne vem, kaj je za Adrio in Adrio tehnika. Zdaj, jaz nimam tukaj nekaj več informacij. Dejstvo pa je, da je po mojem mnenju vsekakor letališče ena izmed pomembnih podjetij
kjer bi veljalo vredno nek premislek, strateški premislek, kaj dejansko mi hočemo. Na vse zadnje, mi od tega letališča dobivamo neke monopolne dohodke, da tako rečem. Monopolne v tem smislu, ker mednarodno letališče je v Sloveniji pač eno, zaradi tega je posled treba vredno malo premisliti. Kako pa ti postopki tečejo, pa dejansko ne. Zdaj tukaj je seveda na eni strani, če se navežem še na moralno vprašanje zadolževanja, vsekakor obstaja moralno vprašanje zadolževanja, drugo pa je seveda pravno vprašanje, ki se pri tem dogajajo. In tukaj je, jaz mislim, da pač ti postopki potekajo, kakor potekajo, verjetno v skladu z zakonom, je pa dejansko zelo veliko in moralno in pravno vprašanje, ali se neka država, v tem primeru Slovenija, lahko zadolži v takšni višini. Zdaj, če lahko še pokomentiram nekaj vprašanj, ki se nanašajo na kadre, ker je gospod o tem govoril, da potrebujemo seveda prave kadre na pravih mestih, tudi takrat, ko seveda dobimo vlado ali ko dejansko imamo večino v občini. V Slovenski demokratski stranki potekajo številna izobraževanja. Ena so tudi v okviru Inštituta Jožeta Pučnika. Razmišljamo tudi še o nekih dodatnih izobraževanjih, predvsem za nadzornike in tudi za vodilne. Vsem, pa lahko kar povabam tudi tukaj, ki pa želijo tudi na strokovnih področjih delovati, je pa odprt, za vse pa je odprt strokovni svet Slovenske demokratske stranke. Strokovni svet Slovenske demokratske stranke deluje, pripravuje program, v bistvu je to na nek način vlada v senci, ima svoje odbore, toliko odborov, koliko je ministrstvo, v okviru odborov toliko in toliko komisij. In na vse zadnje tukaj je to zelo odprta zadeva, tudi članstvo ni pogoj. Skratka, vsi, ki želijo na strokovnem področju delovati, so seveda vabljeni tudi v strokovni svet. Moram pa reči, da mene sicer izobraževalni sistem v Sloveniji zelo skrbi, zaradi različnih razlogov, tudi zaradi tega, ker enostavno tudi ta državljanska vzgoja nima zadostnega pomena. Sem bil pa danes zelo presenečen in tudi pozitivno, ko sem dopoldne obiskal biotehnični center Naklo, kjer pa dejansko mislim, da gre ne glede na zakonodajo ta center v pravo smer, tako da tukaj pa vsa pohvala. Hvala lepa. Milan Zver, izvolite. Hvala. Kmetijske šole so bili vedno Slovenci zelo znani. Že v 19. stoletju smo imeli prve kmetijske šole in to je zelo vplivalo na dober razvoj slovenskega kmetijstva že pred 100 leti in še več, 150 leti. In takrat smo resnično lahko rekli, da smo bili več kot samozadostni na vseh področjih. Danes imamo manj kot 1/3 samooskrbe na področju zelenjave. Slišal sem celo pri prašičih, manj kot 30%, to še bilo pred nekaj leti, smo bili na 100% samooskrbe, prav neverjetno, kako smo padli. Ampak pustimo zdaj to. Vaše vprašanje se verjetno nanaša na to, da imate kot davkoplačevalec pravico vedeti, kje se država zadolžuje in pod kakšni pogoji. In to nam je bilo dejansko prikrito, vsaj pri enem od zadolževanju te vlade, verjetno Andrej pozna, bolj podrobnosti morda bo še on kasneje odgovoril. Imate pa prav, če davkoplačevalci plačujemo, seveda imamo pravico vedeti vsaj za neke splošne podatke o tem, zato ker bomo mi plačevali nazaj. Če pa šolstvo je res problem, ne samo v Sloveniji, ampak v Sloveniji je še poseben problem, zato ker smo tudi poklicno in strokovno izobraževanje preveč preselili iz delavnice v učilnico. In tudi poklicne profile preveč pretirano učimo v učilnicah. Jaz, ko sem postal minister, sem pred leti uvedel nemški dualni sistem, to pomeni uvajanje učenja skozi prakso, pa so ga potem hitro ukinili. In zdaj je pa ponovno trend, tudi v drugih državah, da se ponovno uvede dualni sistem, to pomeni čim več izobraževanja skozi prakso. To seveda učiteljski sindikat večkrat udari,
ampak predvsej spremeni filozofijo izobraževanja. In kaj Nemci dosegajo s tem? Dosežejo to, da je stopnja zaposljivosti mladih, takoj ko končajo šolo, izjemno velika. Zelo malo je brezposelnih mladih z diplomo ali pa s poklicno šolo v Avstriji in Nemčiji. Ne? In ponovno bomo morali to filozofijo uvesti in bolj usposabljati mlade z praktičnimi kompetencami, ki jih trg potrebuje. Ne? Učilnice pa bo treba malo zapreti, ne? Ali pa ne vse, ampak vse delovno. Rabimo neke module splošnih družboslovnih predmetov, kot je že Andrej omenil, državljanska kultura ali pa domovinska kultura bi morala biti zagotovo poleg drugih veščin od jezikov in tako naprej, ampak preveč družboslovnih predmetov potem zavira to, da bi mladi dobili praktične veščine, ki jih potrebujejo v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Hvala. Hvala lepa. Alenka Brane, izvoli. Sem se že vesel, da bo najlepši spor spregovoril, no, spet jaz. Zdaj dve stvari. Prvo, kar se tiče pravosodja. Slovensko pravosodje ne deluje tako, kot bi moralo po evropskih standardih. To ni samo naše mnenje, ali pa recimo moje osebno mnenje, ali pa mnenje SDS. To je zdaj tudi uradna ugotovitev evropskih institucij in celotne Evropske ljudske stranke kot najmočnejše politične sile v Evropi. Oboji so v minulem letu z ustreznimi resolucijami izrecno opozorili Slovenijo, da tako neučinkovito in neevropsko sodstvo, kot ga imamo, preprosto ne omogoča, da bi Slovenija izkoristila razvojni potencial. Mi imamo na čelu pravosodja dve osebi, to sta gospod Fišer in gospod Masleša, ki bi v normalni evropski državi zagotovo zelo težko pojasnjevala svojo vlogo v minulem totalitarnem režimu, zanesljivo pa ne bi mogla zasesti nobenega od ključnih mest v pravosodju. V Sloveniji so jo dali na čelo, po mojem osebnem mnenju, prav kot gesto moči. Se konec koncev imajo tudi sami zanesljive kadre, izrazito zabarikadirane, ultralevičarsko, ki niso pač kršili človekovih pravic v minulem režimu s svojimi sodbami oziroma sodelovanju v takih postopkih, ker se je to dogajalo. Ampak so izbrali prav take osebe za pač dokaz, to je tisto, kaj nam pa morete. Ne? No, in tukaj je odgovor na naslednje vprašanje, kaj nam pa morete, lahko, marsikaj. Če seveda imamo za to pooblastilo ljudi, kajti po ustavi ima oblast ljudstvo in ono daje to oblast preko volitev. In zdaj odgovor na tisto, ali se v tem sistemu pravzaprav smiselno sploh karkoli angažirati, je smiselno prevzeti vlado. Seveda odgovor je smiselno, pod pogojem, da ljudje grejo in pametno volijo, odgovorno volijo. Mi moramo pa dati tiste ustrezne informacije, da se bodo lahko tako odločili. To je pa naša naloga. Ker prepričan sem, da se bodo, če bodo te informacije do njih prišle, bo pa to ekstremno težko, ni pa neuresničljivo. Tudi v takem medijskem okolju, kot ga imamo, smo leta 90 zmagali, pa smo osvojili Slovenijo. In to je treba zdaj narediti enkrat. Treba se je znebiti gospodarsko neučinkovitih političnih sil, ki ne znajo drugo kot delati nove in nove dolgove in nove nezaposlene. Zdaj, kaj v praksi to pomeni? Jaz sem zagotovo prvi, ki sem proti, da bi prevzemali vlado, ne vem, 46 glasovi, to če jih dobimo na volitvah. Mi bomo potrebovali s tistimi, ki bodo pripravljeni z nami iti v koalicijo, po moji oceni tokrat bistveno več glasov. Sam osebno bi si jih želel 60 ali pa več. Potem je smiselno prevzeti odgovornost in narediti tiste spremembe, ki Slovenija krvavo potrebuje. Če ne bo šlo prvič, bomo imeli pa še ene predčasne volitve. Velika neumnost bi bila pa, in najbrž ste imeli to v mislih, ko ste postavili retorično vprašanje, prevzemati zdajle oblast 45 ali pa 46 glasovi. In to po možnost še s takimi, ki bodo na kakšni taki stranki, kot je bil recimo Desus ali pa Virant v zadnji vladi. To seveda nima popolnoma nobenega smisla, ker taka vlada bo notranje blokirana,
tako kot so bile praktično blokirane, ko gre za ključne odločitve vse vlade, ne glede na to, kdo jih je vodil. In zdaj seveda, ali je to možno doseči? Tudi v proporcionalnem volilnem sistemu je mogoče doseči zelo veliko število glasov, če se seveda to vzame kot tisto, če mu rečemo misija nemogoče, ne? In se angažira s res vsemi močmi, da se to doseže. Potem pa je tudi treba pošteno povedati, ne bo odvisno najbrž to samo od nas, ampak tudi od drugih, koliko bojo resnično pripravljeni sodelovati z nami. Tukaj je nekaj izgledov na tem območju, ki so dobri. Recimo v občini Šenčur, v občini Kranj, dobro sodelujemo s Slovensko ljudsko stranko. Jaz upam, da bo tako sodelovanje po volitvah tudi na državni ravni. Po nekaterih drugih občinah se zelo dobro sodeluje z Novo Slovenijo. Tudi to upam, da bo na državni ravni po volitvah. Ampak ne morem pa garantirati. Bile so pa pač izjave, ki so bile zelo čudne nekatere, od posameznikov. Jaz upam, da bo takrat prevladal tisto skupen razum, vprašanje skupnih vrednot, ki nas konec družijo tudi v Evropski ljudski stranki. Ampak do takrat je še daleč, kajti do takrat so vmes že vse te volitve, ki sem jih naštel. Kajti in na vsakih od teh volitvah je treba doseči maksimum za nas. Da se mimo nas in brez nas ne bo dalo narediti. Nič z nami se bo pa dalo narediti dobro vlado. To mora biti naš cilj, ne glede na volilni sistem. In še enkrat povem, vsak glas, ki ga pridobimo na teh volitvah, je en korak več k tem nujnim spremembam tudi na ustavno-pravni ravni. Če ne zdaj, pa potem, ko bo tole še nekajkrat zarotiralo in bo ljudje dejansko razumeli, da to ne vodi več nikamor. In jaz sem prepričan, da če ljudem enkrat na tak način odpremo oči, bodo prej ali slej še kako pripravljeni to pravi smeri. Seveda je pa vprašanje teh igr, ki sem jih prej omenil. A smo se pripravljeni angažirati in pravočasno tokrat povedati, kdo je kdo. Na zadnjih volitvah moram reči, da sem bil skoraj edini, ki je povedal, da je pozitivna Slovenija točno tisto, kar je bila prej res in zares. To moramo zdaj govoriti vsi. In odpirati oči, kaj je Šoltes, kaj je Cerar, kaj so bili njihovi starši, kakšne izjave so dejali. Cerar je zdaj rekel, da se mu sploh ne zdi nič slabega, če je bila tam ena sodnica s rdečo zvezdo, ki je rajala na nekem jugožuru. To je pa ja čisto okej. Čakajte, ona je vodja nekega sodnega oddelka, konkretno krajnega sodišča v Ljubljani. Zapravi, ni neka čist anonimna oseba. Drugič, pravosodje odloča o kršitvah človekovih pravic, da je bil prejšnji režim ne samo pač totalitaren, ampak da je tudi sistematično kršil človekove pravice, je odločilo celo Slovensko ustavno sodišče že v svojih sodbah. In slikati se s totalitarnimi znaki, prostite, to najbrž za enega sodnika, ki bi moral skrbeti za neutralnost, za verodostojnost sodišča, najbrž ne gre. In če se to zdi enemu politiku pa čisto okej, potem bi verjetno se morali vsi vprašati, kaj je s tem politikom narobe, ne? To je problem, ne? In to je treba ljudem znati povedati. Kaj ti še enkrat povem, v teh volitvah sem prepričan, da bomo mi zmagali. Če ne bodo ljudje ponovno nasedali in šli kot pač na slepo srečo za tisto floskulo o novih obrazih, za kateri ne bo nobenih novih obrazov, to sploh niso novi obrazi. To niso novi obrazi, dajte se tega zavedati in to povejte vsem. Tam so sam bivši kader LDS-a noter, pa ljudje, ki jih vsi zelo dobro poznajo. No in še, da ne bom predolg, to priložnost, ko sem dobil še enkrat besedo, izkoristim, da pozdravim še gospoda podžupana iz občine Šenčur, ki je sicer član ljudske stranke, pa je nocoj z nami, in pa oba podžupana iz mestne občine Kranj, ki sta tudi danes z nami, sta pa seveda naša člana. Hvala lepa. Še eno. Jaz mislim, se ne bom oglasila, ampak se moram oglasiti. Tudi to zdaj, kar je Branjo se povedal in čez celo debato, kar smo poslušali. To je vse lepo pa prav. Mi lahko ljudem govorimo, ampak poslušajo kanal A, poslušajo Pop TV, poslušajo RTV, vsaka beseda je potem za manj. Zanima me, kaj boste naredili glede medijev.
Mene samo to skrbi, dobili bomo novo vodstvo na RTV, zdaj pride novo vodstvo, ali je že, se ne vem. Samo čakam, kdaj se bo vkinil tretji program. Ker edin tam še lahko vidimo, kaj govorite, koliko se prizadevate, kaj delate. Res ogromno naredite, ogromno. Ampak to se nikjer ne sliši, nikjer ne piše. Kupujemo Reporterja, Demokracijo, vemo kdo. Tisti, ki smo prepričani, ki vemo, da to, kar se zdaj dogaja, ni prav. In mene skrbijo mediji, zanima me pa tudi to, tudi moj kolega tukaj spredaj je že dal pobudo, da bi naredili referendum, zberemo podpise, ne bomo več plačevali RTV naročnine. Da ne bomo več plačevali. Hvala lepa. Milan. Ok, s tem se rešimo RTV, ne? Ja, to je že velik korak naprej. Ostale korake pa bi morali po mojem biti naslednji. Vsi ti privatni mediji, tudi komercialni mediji, se financirajo, se futrajo z javnih podjetij. Z teh velikih podjetij, ki bi morali biti privatizirani, pa še niso. Ko bodo zgubili ta vir, ko bomo privatizirali ta podjetja, velike kombinate, bodo tudi zgubili pomembni vir za financiranje. Potem bodo tudi verjetno drugače pisali in se bodo mogli potruditi, da bodo dobri na trgu. Dan danes jim pač ni treba. Dan danes jim ni treba truditi, ker dobijo dovolj denarja iz javnih podjetij. Jaz vidim, da se trudite na teh omizih, pa to, kar vas pokličajo, kako vam skačejo v besedo. Levico pustijo, da govori, ali ker se oglasi, recimo, zranči bil dr. Zver, mislim, tudi vi ste na teh udarah, skačejo v besedo in ne pustijo v besede. In je Dobro, še eno vprašanje, pa zaključimo potem, ker je že pozno ura, izvolite. Hafner, izvolite. Zanima me nekaj. Koliko bi, recimo, našemu predsedniku škodili, če bi dala stranka pobudo, da se ukine trajni sodniški mandat? To smo že dali. Je. To smo že dali. Mi smo dali celo predlog, da se spremeni ustava na tem področju, da se pravi, da bi obstajalo obdobje, ko bi se 5-letno konkretno, zato da bi se pač preizkusilo, koliko zna sodnik dejansko strokovno in neutralno soditi. Kajti tudi sodstvo ima svojo sodno politiko. O tem se v Sloveniji sploh ne govori. Je pa perfektno to povedal legendarni predsednik Nemškega ustavnega sodišča, in mi sodimo ta isti pač pravni prostor, ko je bil pred leti že na obisku v slovenskem parlamentu in so ga vprašali, kaj on misli, in je govoril o sodni politiki. Pa so rekli, čakaj se v Sloveniji, mi sploh ne priznavamo, da bi bila sodna politika. On je rekel, poglejte, to je bilo glih takrat, ko se je Kohl s Šrederjem menil. Je rekel, poglejte, zdaj so bile volitve. Dolgoletni kancler Kohl je zdaj izgubil oblast in je prevzel oblast Šreder iz druge politične opcije. Rekel, in obstaja en mejni del sodb, ki so bile do včeraj po istih zakonih, od istih sodnikih, presojene v eno smer, od jutri naprej bodo pa v drugo smer. Rekel, gospe in gospodje v Sloveniji, to je sodna politika. In tle je bistvo te zgodbe. V Sloveniji se mora spremeniti sodna politika na vseh področjih. Kajti tako, kot se v Sloveniji sodi, to ne vodi nikamor in ni skladno z evropskimi normami. To lahko povem 1000 primerov, zdaj naj povem samo enega, ki je zame najbolj srhljiv. Pa oprostite, ker bo zelo grd. Nedavno je prišla k meni ena odvetnica, ki se ukvarja prav s najbolj temi socialno problematičnimi primeri, je pa 2-kratna doktorica znanosti. In mi je povedala primer, ko je eno punčko, ki jo je njen očin zlorabljal, spravil dobesedno ob pamet, ob zdravje, uničil kot človeka, on pa je zelo premožen. In ga je preko nje, kot odvetnice, tožila za odškodnino. V vsaki normalni evropski državi, glede na premoženje svojega očima, dobila sigurno odškodnino, ki je bila milijonska v evrih. A veste, ne vem, recimo v Romuniji pa Bolgariji, potem, kar slišem tam v sodni praksi, v sodni politiki, če želite, ki jo diktiral predvsem Vrhovno sodišče pa sodni svet,
bi dobila verjetno kakšen milijon, pa vsaj nekaj 100.000 evrov, da si boste predstavili, kaj so evropske sodbe, ko gre za odškodnine. V Sloveniji je dobila, verjamete ali ne, sodba je pravnomočna, 7.000 evrov odškodnine, ker je za moje pojme vrhunski škandal. Tamle v Evropski uniji, recimo Evrop ali pa Cvikl, ki sta dobila nagrade za svoje početje v Sloveniji, vlečeta na mesec 3-krat toliko denarja, kakor ga je ta sirota za popolnoma uničeno svoje življenje dobila kot odškodnino v slovenskem krasnem pravosodnem sistemu. In tukaj je tisti prostor, ki ga je treba bistveno spremeniti in tukaj se tudi skriva veliko odgovorov na vprašanja, ki ste jih postavljali. Ampak vse to je možno, če imaš za to ustrezno legitimiteto, se pravi glasove volivcev. Brez tega pa sprememb ne bo. In mi ne rabimo 46 mandatov tokrat jih rabimo 60 ali pa 66. Dobro, hvala lepa. Zdaj, preden zaključimo, morda še kakšno besedo o stvareh, ki niso bile še komentirane oziroma odgovorjene. Zdaj, mi smo se svoj čas zelo prizadevali tudi za vzpostavitev regijskega, regionalnega, pokrajinskega sistema, smo tudi dosegli v mandatu Janševe vlade, da se je to upisalo v ustavo. Vendar od tu naprej, ker je šlo za decentralizacijo odločanja, decentralizacijo finančnih sredstev, marsikaj bi se moralo predeliti, prerazdeliti in bi dobili tisti, ki živi v določenem področju, veliko pristojnosti in tudi denar za to, da bi to uresničevali, se je pač projekt zastavil. In sedaj, ko govorimo v veliki meri o tem, da se evropska sredstva ne črpa, je v bistvu to problema, ker regionalne strukture ni vzpostavljene. Več ali manj, ko govorimo o koheziji, gre o regionalnih projektih. Nedavno smo tudi imeli sejo v državnem zboru, mi smo jo inicirali, ko pravzaprav državno uradništvo noče podpisati odločb. Zato, da bi aktivirali, mislim, 18 projektov vodooskrbe po Sloveniji. Zato to vrednostno zdaj se približno 240 milijonov evrov in država bi tu morala založiti samo 15%, približno 40 milijonov evrov za eno leto in še nekaj mesecev. To pomeni, to je 15%, da bi samo z DDV-jem dobili 7% več v enem letu, če bi ga obračunali. In ga bodo obračunali, ker na vse projekte se pač obračuna DDV. In uradništvo tega projekta ne realizira. Najeli smo milijarde evrov kreditov, cel kup denarja na depozitih, in država ne zagotovi bagatele, po domače povedano, zato da bi se ti projekti realizirali in ob tem tudi približno aktiviralo 5000 delovnih mest. Samo, ne vem, z davki in prispevki bi pobrali še naslednjih 40 ali 50 milijonov evrov. Pa se tega noče narediti. Židan, Čufar, so tista kamarilo okrog, to sistemsko blokira. Vzrok je pa zagotovo v tem, da nimamo regij, da nimamo regij s pristojnostmi in denarjem, ki bi lahko, tako kot je prej Brane govoril, Koroška lahko sama kandidira za interese, ki so pomembne za Koroško. Tudi Dolenjska bi lahko za dolenjske projekte. Uradnika v Ljubljani pa ne zanima veliko, ker očitno se pač te stvari dela na drug način. In tudi naslednja perspektiva se je slabo začela in tudi tle bo problem. Zdaj, kar zadeva te naše aktivnosti, kar zadeva izvajanje politik, ena izmed teh je tudi zadolževanje. Glejte, mi smo napovedali ustavno obtožbo predsednice oziroma vlade, zato ker ni pripravila tako imenovanega zakona, izvedbenega zakona o fiskalnem pravilu. Tisti trenutek, 2 dni po tistem, ko smo ga to vložili, je vaša Gorenjka odstopila. Kar zadeva pa te očitke,
sej narekovaj, se razumem. Da sem to malo za šalo rekel. Kar zadeva pa pooblastila, pa je problem tam, da veliko tistega, kar očitamo vladi, si vladajoča koalicija in ta si je zagotovi tudi v zakonu o izvrševanju proračuna. Tam se določajo kvote, tam se določajo pooblastila, tam se določa tudi pristojnosti in vse te stvari tečejo mimo. In tudi včasih ko zgleda, da nočejo kakšne stvari pokazati, je več ali manj to na nek način izpeljano pravzaprav s pooblastilom, ki se ga je koalicija izglasovala. Zdaj, kar zadeva pa tole, kar se bo dogajalo letos v tej volilni kampanji in ne bo nič drugače kot ves ta čas po osamosvojitvi, je treba vedeti pa v bistvu samo eno, da je po vsaki levitvi je kača večja, ne bolj navarna, pa tudi če je nestrupena. Čisto vsakič, ker levi se za to, da zraste. In to, kar se dogaja pri nas na političnem prostoru, da ima vse značilnosti tega. Te transformacije, te preoblikovanja, nova imena strank, tako imenovani novi programi, ima za cilj samo eno. Da se zagotovi pač upravljanje z državo, ampak s to državo ne upravljajo tisti, ki so novi obrazi, novi programi ali pa nove stranke, ampak tisti, ki so jih inštalirali. In zadaj je tisto, kar smo mi pri nas večkrat povedali, to je pa nekaj monopolov, so finančni monopoli, so politični monopoli, so tudi medijski monopoli in tako naprej. In vsi se pasijo pač na istem sistemu financiranja. In zato tudi je prišel ta odziv na vse te postopke s tako imenovano parolo nacionalnega interesa. To je pač bilo narejeno ali pa lansirano samo zato, da so se ti finančni vzvodi za obvladovanje teh sistemov pravzaprav naredili. Tako da, ko se gre na volitve, pač je treba vedeti, kaj je na mizi, kaj se je dogajalo s tistim, kar je na mizi, in odloča se za nekaj let naprej. To je bianko menica komorkoli izmed nas, komu kandidira za naslednje mandatno obdobje. Če slabo izbereš, je tudi mandatno obdobje slabo. Če dobro izbereš, se marsikaj zgodi. Takole, jaz mislim, da smo prišli kar do konca, smo se precej zadržali, bili ste dobri, spraševalci, upam, da smo na večino stvari odgovorili, vendar preden bi zaključil, pa mi dovolite, da dam še nekaj ustnih oznanil. Zdaj zadaj imate priložnost, da date podpis Majniški deklaraciji. To je napisano na tej strani, gre za uresničevanje pač tistega, kar je ostalo nerešeno, odprto po osamosvojitvi. Zadaj boste lahko dali svoj podpis. Vljudno vas prosim, da se temu pozivu odzovete. Vsak podpis ima veliko težo in tudi veliko sporočilo za stvari, za katere se zavzemamo. Druga stvar, v nedeljo je srečanje, se pravi na nek način skoraj zaključno srečanje ali osrednje srečanje naših evropskih kandidatov, pride tudi predsednik Evropske ljudske stranke, Jozef Dol, bil je do nedavnega tudi predsednik Evropskega parlamenta. Srečanje bo v nedeljo ob 15. uri na Prešernovem trgu v Ljubljani. Vljudno povabljeni, tudi povabite znance, tudi sorodnike. Zdaj, naslednji korak so 25. evropske volitve. Tudi tu vas vabim, da se odzovete, ne glede na vse to, da ko govorijo, da bo nizka udeležba in s tem dodatno
pač poskušajo minimalizirati udeležbo in zagotoviti predvsem tisti svoj lastni del glasov. Zdaj, kvorum pri teh volitvah je precej specifičen, 12,5% je obrat, in zdaj večkrat ponoviš 12,5, več mandatov dobiš. In lepo vas povabimo, da se tudi udeležite 25. maja, to je ravno na Milanov rojstni dan teh evropskih volitev. In pa seveda zdaj ne v bližnji prihodnosti ne bo tudi to odločanje o referendumu, o arhivih. Ne gre samo za arhive UDBE, čeprav so to izhodišče. Mi se borimo tudi s tem, da bi se odprli drugi arhivi, tudi bančni, tudi te druge stvari, gre za povezane zadeve, praktično isto osebje stoji za enimi in drugimi arhivi, enimi in drugimi overjenih dostopov, tudi zaradi tega, marsikje ni kakšnih postopkov. In 8. junija je tisti dan, ko se bo o tem odločalo. Specifično je to odločanje. Prvič odločamo po novem modelu, po novih pravilih. Proti zakonu mora biti vsaj 20% volilnih upravičencev. To pomeni približno 370–380 tisoč ljudi mora priti na volišče in glasovati proti. V primeru, da udeležba ne bo zadostna ali ne bo minimalno 20% glasov proti, bo zakon uveljavljen. Z njim pa tudi vse posledice in vsa nadgradnja, o kateri sem prej govoril, se pravi bančni dosje in podobne stvari. In pa seveda, kadarkoli bodo državno-zborske volitve, ali 13. ali 20. julija, ali bodo na kakšen drug datum, ljudno povabljeni. Prej smo jaz v uvodu, Brane pa sedaj v zaključku, govorili o potrebnosti velikega števila mandatov. Ustavne reforme, kakorkoli gledamo, so ključne. Če ne bo preboja na spremembi ustave, recimo prej Brane govoril z področja pravosodja, potem ne bo tudi sodnih odločitev takih, ki bi morali biti. Nekatere stvari bodo sprocesirane na osnovi namigov oziroma indicov in bodo prišle v indične sodbe. Druge, ker so pa prava dejanja, prava dejstva, pravi dokumenti se pa niti začnejo. In tudi za te volitve vas ljudno povabim. Za jesenske lokalne volitve bo pa še čas, da se zberemo in zberete in odločite po svojih najboljših močeh. Jaz bi se vam lepo zahvalil za današnji prijeten večer, lepo se imejte in upam, da bomo tudi dosegli pričakovane rezultate na vseh teh odločanjih. Lahko noč.